Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Vlado Kreslin, lep pozdrav. Lep pozdrav, živeli. Izven etra smo se pogovarjali, da si prišel iz rodne Grude, ne? Domači vodnjaki napajajo, da duša ostane takšna tudi čez Trojane. Ne? Ja, gled, prišel sem z Beltenec od staršev, kar je tako pogosto hodim in skozi kaj za opraviti, skozi so debate z očetom in če dalje bolj zanimivo moram reči. Zdaj mi če dalje več stvari pove, kar mi prej ni. Jaz ne vem, če zdaj ne bi on živel do 90 let, meni sploh nič ne bi povedal. Vse zanimive stvari iz mladosti mi zdaj pove, zadnji 5 let. Vse to je dobro, ne? Ja, imam srečo. V bistvu gre za to, ne, ker, ne, seveda. Zdaj, ko vem, kdo je bil v koga zaljubljen v Beltencih pred 80 leti. Ja, pa zdaj očitno, po 90 lahko tudi vse vem pove, brez da bi mama mu kakšno struno napela. Ja, mama je nažalost dementna, tako da res ne. Daj mi povej, po vseh teh letih se seveda ne bova pogovarjali, kako se je začelo te zgodbe si lahko vsi preverjajo. Ja. Povej mi samo, danes živeti kot glasbenik, kot umetnik, ti si človek, ki to potrebuje. No, to ti v penzijo ne bo šel, to sem prepričan. Ne? Ja, po mojem težko, ja. Mislim, ne, glej. če ne drugje, bom pa tam na rokavi Mure sedel, pa bom pač tam špilo, ne. Ampak kako je vsako jutro se zbuditi in da te tista kreativna žilica zadaj nekje trka, ne? Da ti nekaj ne da miru, ne? To je neka osnova, ki te gor drži najbrž, ne? Da te nekaj zmoti tudi v pozitivnem smislu, mislim, seveda, ne zdaj. Zdaj moram biti realen, ne? Ne tako zelo romantičen, kot se zdaj ti, ne? Pa dobro, iz spoštovanja pač, seveda. Vse v redu. Pa ne vem, če glih trka kaj dosti, ne? Ampak, glej, zdaj sem ob 8 sem kitaro v roke vzel in mi je zapasalo, ne, ja, veš. Tako kak pravijo, poklekni in molil boš, ne, ja, veš, ne. Tako da tudi, če mi ne trka, ko vzamem kitaro, mi pa zapaše, veš, da mi ono zazveni in da... Tako da, glej, da bi zdaj glih ideje okrog tebe letale okrog glave in nekaj, to mojem bolj redko, ne glih tak, ne, moraš malo pobrskati pa to, ne. Ampak je pa si pa tam si pa doma, si pa v muziki doma, tako kot je Radmiš, kot so moji prijatelji, ki imajo tam oldtimeri, so doma med onimi 5 avti in 3 BMW-emi in enem cundopom in on je tam doma, razumeš, ne? Če gli moja muka spet moram popraviti, kao jutri imamo, kje so bili zdaj, na Krasu imamo ta svoj maraton in moram 2 vesmi popraviti, pa to ne mu uspel, ampak to je to za njega, to je njegov svet, ne? Tak je moj ta muzika, ne? Ja, ampak če zdaj rečeva, da ima nekdo neki izgovor ali pa nek drug razlog, ne? Ti v bistvu nisi imel možnosti muzike izbrati ali ne. Dejansko ti je bila v zibko položena, bila je vse okoli in si tudi sprejel to nekako dediščino, nekako, ne, ki je že bila, ne, ta pesem in da daš iz sebe pač vse skupaj, ne. Da se ščistiš, no, recimo. Veš, kak je to? To je spet realno življenje je zmeraj malo drugačno, kot mislimo, ne? Seveda, ja. Ja, no. Zdaj, moče je seveda bil neki amaterski glasbenik za ono črno kitaro do takrat, ko se je oženil. Ko se je oženil, leta 52, pol ne vem, če še kaj dosti, ne? In ko sem jaz, in seveda je muzika bila v naši hiši, so bile te palome, pa te meksikanske, pa oni mađarski čardaši, pa mamine, majde se pejem, vse to je bilo, ne? Pa folklora, pa to, ne? Ampak, da sem pa jaz dal na glas, tako da je bilo pa štop, razumeš? Ampak vse mlad človek se mora upreti, ne? Seveda, pol je bil pa konflikt, ne, valjda, ne. Konflikt, če ravno zdaj, kot sem rekel, zdaj, nad 80, ko je že bil foter, ne, zdaj pa on, oje, benti, te Rolling Stones so pa ne slabi, radniš, to je zdaj, ne. Ja. Prej je bilo pa ti radio vržen skozi okno, kaj je rekel? Jesti trebej, yesterday je bilo, jesti trebej. Ko me je vprašal, Let it be, jaz sem živel v realnem času, ko prišel ven Let it be, sem ga jaz tako računal, Lado in Luksemburg, veš. Zdaj so ga posneli, ja, veš, predvčeraj, ne. In pol jaz pravi noči, ko on je pač presegal na violine, ne. On je imel akustično kitaro in ko sem jaz v časopisu prebral, v TT je pisalo, da so v Ameriki uvedli pouk električne kitare v glasbene šole,
sem vprašal očeta, kakšna je to električna kitara. Je rekel, kakšna, brezvezna, takšna, ki sama špila. Razumeš, ne? On ni priznal tega, ne? Za njega so bile akustične kitare, in pa seveda violine, stari moj. In zdaj pride ven Lidi dvi komat, ne? In violine. In jaz sem, oča, gledaj, Beatles imajo violine. Posluša, no, še nekako bi šlo. Kaj pa pomeni? Sem prav, Lidi dvi naj bo. A ja, naj bo, seveda, naj bo. Mi mu delali za vas, vi pa naj bo, van se pa jebe. Pa spet ni bilo vredi, razumeš? Ja. Tako je to bilo, ne? Ampak glej, ne, v bistvu, ne, tako kot si dejal, ne, je pa moralo tako biti, da se je vse postavilo kot se je, ne, tudi če zdaj pogledaš na to. To je pravilno, mislim. Jaz ne bi rad imel očeta, pa da bi mi imeli odnos, tako kot mi dva sva prijatelja, pa to, pa skup hodiva na tenis, pa ne vem, kaj razumeš to. To mora biti fajt, ne, valjda, ne. Ampak zdaj pa poglej, ne, se je pa potem pri tvojih otrocih tudi zgodila provokacija z muziko, ne, da pa je tebe kar razjezilo, ne. To pa je zdaj problem pri tej generaciji, ko se v muziki starši nekako najdemo z mlajšimi, ne. Ja, bolj kot smo se mi, ja. Mislim, zdaj, glej, jaz, kaj ne rečem, zdaj, jaz sem predsi dolgo deco vrtec vozil ali pa v šolo, ne. In te mi že žena naprej metala, da jih preč razvajam, sem jih zato vozil, da sem jim vrtel muziko, mojo, razumeš. Ne zato, da bi jim cilj, ampak da bodo tudi, da bodo vedeli, odkot, glej, mali poslušajo rap, ne, in pol jaz se fajn, mi se pelamo v šolo in jaz fajn dam noter CD, ne, sem rekel, no, viš, to je črnska muzika, rap je pa prišla iz blues, ne. Ja, kako, ja, blues, okej. Pa dam, ne vem, Stones, ne vem koga, Guns N' Roses, ščerka Guns N' Roses, ona, Guns N' Roses. In jaz, no, Guns N' Roses so pa prišli iz Allman Brothers Band, pa dan Allman Brothers Band, ne. In pa naslednji se pelamo, Allman Brothers so pa iz Lynyrd Skynyrd, I'm a free bird, pa to, ne. Oni no, Lynyrd Skynyrd so pa prišli iz Muddy Waters, ne. In v bistvu sem jih tako, veš, ne. Tako da sem jih šel dati nek še, da ne misli, da se je svet začel, kot vsak mlad človek misli, da se je svet začel včeraj, ne? Tako, ja. Ampak, ne, kot si dejal, malce si posejal, ne, in pa si počakal, da bo nekaj usklilo, ne. Ampak se vendarle, ne, se potem, ne, zdaj seveda zaradi pomoči interneta nekako mlajše generacije tudi same poiščejo, ne, grejo nazaj, kot si dejal, do Stonesov pa do Sabbathov, ali pa še bolj nazaj do samega Delta bluesa in do čikaških mojstrov. Ampak vendarle, da si malce glasbeno zdajle odahneva. Smitse si izbral, Smitsi so bili tako zanimiva. Johnny Marrove kitare in ta poezija od Morriseya, malce drugačen zvok, kot si ga recimo sam imel, ampak se te pa nekako dotaknilo. Ja, glej, pa se jaz sem oboževal punk, radmiš, pa nisem špilal punka nikdar, ja, veš, mislim, ne, meni so bili punkarti, wow, pa Clashi, pa vse to, veš, X-Ray Spex, pa to, ne. Če glika sem jaz špilal drugo muziko, radmiš, Skrpani nismo špilali, mislim, druga zadnja plošča je bila precej oštra, to moram reči, ne. Tako da meni so Smitsi takrat, isto kot me je Azra, ne, veš, mislim, te male zasedbe, kitara, bas, boben, razumeš, in z minimalno, veš, danes, ko poslušamo to novo muziko, to je, zdaj se snema na milijon kanalov, ne, mi smo snemali, ko sem jaz začel, na 4 kanale, tako kot Beatlesi, ne, razmiš, na 4 kanale, in potem smo mogli tisto kitaro, minimalno, ne, zdaj to overprodukcija, in glih to mi je bilo všeč, in pri Smitsi, in pri Azri, kitara, bas, boben in pjevač in lej, kaj povejo. Ja, to je tisto. To manj je več v tem kontekstu. Ja. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, Vlado Kreslin je z nami. Izven etra sva ugotovila, da z vsemi leti in še tudi dan danes se seveda kilometri nabirajo, pa ne zdaj, da bi te hotel peljati na Vinnie Lancelot in On the Road Again, ne? Ampak vseeno, naša majhna država ima kaj za pokazati, tudi ko v avtu sediš, ne? In najbrž si vmes zamrmraš kaj, pride kakšna ideja, kakšna inspiracija, pa dajmo zdaj na stran ta dela na cesti, ko te prisilijo, da še bolj gledaš okoli, ampak nasploh. Veš kaj, vožnja je zmeraj polna, meni super se voziti, ne, radiš, ne. Poslušam radio SI, radio Luksemburg, ne, tega ne. Ne. Tega ne lovim to več. Tega ne lovim, ampak glej, da si v avtu, ok, mislim, če se pela z ženo, je tudi super, ker imava pol debate zanimive. Če sem sam, mislim, jaz sem rad sam, no, mislim, meni pa še, če sem sam. In v avtu si sam, štimaš si, poslušaš razne stvari, si poiščeš,
karkoli, ne. Kakšne tekste si izmišljujem, če mi gli 2 besedi manjkata, radmiš, ne, in si za dan, zdaj pa probal tudi 2 besedi z Ljubljane do Beltinec najti, ko mi manjkata 2 besedi v teksti, razumeš, ne, in pol ne najdem sveda, ne. Tako da je impresivne so te vožnje, so fajn. In potem, ne, seveda, imaš čas zase, ne, če ne druge, kot si dejal, vožnja. Ja, imaš je čas. neka samoterapija, neka meditacija lahko, ne, Seveda, itak. v vseh teh. Ne, super, super. Veš kaj, treba je biti sam tudi, ne. Ampak to nekateri ljudje seveda včasih, tako domači kot sicer, lahko slabo vzamejo, ne? Da je to nekaj slabega, da se, kot da se človek želi nekoga izogniti. Ne? Ampak Ja, to če hočeš narobe ti, razmišljamo to. če hočeš ti ne, pogledati vase in ti, ker glasba je seveda ne, umetnost in da daš ti nekaj iz sebe, moraš imeti čas pogledati vase. Ne? Če pa si skozi nekako zaposlen in okupiran, ne, pa potem bežiš od sebe. Ne? Gled, to je tako tišina, ne, mislim, jaz moram reči, da manjče duže, zdaj, doskrat se najdem v zagati, ko me vprašajo, ker muziko zdaj najraje poslušam zadnje čase in pol rečem, da ptičje petje. Zaveš, mislim, da tišina je pomembna, radmiš, da si ti sam self, tako si rekel, ne? Ja. Si ti sam selfom, pa glej zdaj danes, glej, ti priješ na smučišče, ti priješ na plažo, ti prideš k zobarju, k zobozdravniku, ti prideš v dvigalo, vse posod, ti priješ v bifet, in v gostilni ti televizija kaže košarkarsko ligo ameriško, pa to je katastrofa. Z te gostilne ne mene stopiti več, pa da me ubiješ. Ja. Komu smo zdaj to mi prišli? Ja, to je. Sploh ne moreš več biti sam, da bi ti sam sebi nekaj razmišljal, kad ti skozi turijo nekaj noter, ene, ta kapital, ti turi ideje, gledaj me, kupi me, to, radmiš, ne. Plus tega, ne, čas, ne, včasih, ne, ko ni bilo vsega tega, kar si zdaj naštel, je recimo 1 ura v kafiču, ne, bila 1 ura, ne, tako si dejal, bil je mir. Pa si se debatiral. Slišal si, kako si potegnil in si debatiral s prijatelji. In si debatiral s prijatelji, ne. Danes pa tista 1 ura, čeprav še vedno meri 60 minut, mine prej, je polno distrakcij in potem na koncu se po 1 uri vstaneš in rečeš, mora biti nekam na kavo, ne. Ja, zato, da si nekam na samo. Nekam na samo. Samo, ja, točno to. How we feeling? Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Ja, če bom nadaljeval. Nekaj pa še je takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Bo Vlado rekel, kaj zdaj tu provociram, ne? Ampak vseeno. To je tudi romantika, ne? Ja, tudi romantika, ne? Ampak vseeno, poglej, v vseh teh letih si sodeloval z različnimi zasedbami. Zdi se mi pa nek mejnik je bil, ko si se priklopil Beltinški bandi in si šel potem v še večjo introspekcijo. No, je bil to nek turning point, da rečeš zdaj v tvoji karieri? Takrat? Veš, kak je to bilo? To se je začelo v Mariboru, Sefkip. Mi smo, posneli smo, Lucino Lindo, ker sem takrat jaz še mislil, da je to prekmorska narodna, ko so vsi pravili, da je to naša himna, na kar ugotovimo, da je to meksikanska, španska, razumeš. No, in mi pridemo v ono krčmo pa Stari Trti. Tam snemamo spot za televizijo Maribor. Franček Jok pa ta ekipa. In snemamo, ta spot snemamo, to je prvo, ko smo sploh se pojavili v javnosti, radmiš. In pol gremo na špricer in se peljemo domov in se jaz spomnim, da je otvoritev Borštnikovega srečanja. Sem rekel šoferji, daj zavij proti gledališči, mi proti gledališči, se stavimo, folk gre noter, vsi se veš, ta šminkaraj, mariborski gre noter, vse to, ne, krzna se šetajo tam, ne. Ti in jaz noter uletim in ne vem, a sem takrat že poznal Olga Jančara ali ne vem, koga sem vprašal, a lahko mi tu na stopnicah zunaj nekaj zašpilamo, razumeš? In verjetno je Olga rekla, nekaj, do nje prišlo, ne, to, po mojem še nisem poznal takrat, vse nisem mogel. In rečejo, ja, in mi cimbale, vse inštrumente ven in igramo med tem, ko je folk šel noter, mi igramo tam 1 uro. In na drugi dan smo večeru na prvi strani, ali ne na drugi strani, ne. In to je bil v bistvu začetek, ne. In tako smo pol prišli tudi na Borštnikovo srečanje, večkrat špilati in tako da je v bistvu Maribor je bil rojstni kraj, poleg Prekmurja pač, ne. Ja, in potrebno je, vidiš,
ta improvizacija, ne, ki bi jo muzikant naj imel, ne vse te neke predpriprave, pa da imaš cel nek dolg plan. Ok, ti veš, danes prideš sem načeloma nekako ono tisto, ampak da imaš nekaj prostora, kreativnega prostora in osebnega prostora. Ne. Ampak da si to nekako izboriš, si moraš najprej izboriti pri sebi, da sam pri sebi veš, kako daleč lahko greš. Ne. Ampak si karakter, ki je včasih je malo provociral, je malo prek skočil. Ne. Ja, gled, mislim, za ene stvari si pač rojen, da jih moraš narediti. Ja, za današnji čas mislim, da je današnji čas je tak, da je vse usmerjeno v to, kaj je prijetno in kaj nam paše in kje uživamo v čem in se je odvrnil od tega, kaj je potrebno, kaj moramo narediti, veš. Kako pravijo, man's gotta do what he's got. Ene stvari moramo napraviti, ne samo tisto, kar nam je všeč, kar je prijetno, kar je. Veš. Jaz sem si mislil, da to s temi starčeki iz BCM to moram narediti. Tako da so še živi, moramo te obuditi, prvič, te cimbale, pa te naše prekmorski feeling, malo pelati v center, pa na Gorenjsko, da videli, da mi tudi obstajamo, ne, da ni samo harmonika na svetu. Ne. In kljub temu, da so bile reakcije takrat, niso bile glih najboljše, veš, to v glavnem, ne. Kaj se zdaj s to grem, ne. Da fušajo, kaj se s to grem in da to se ne špila tako ljudska muzika in da je sa neki rocker, zdaj pa kaj je to, ne. Ampak gled, kam me briga, mislim, mi smo se imeli super, mislim. In sem videl, da je to fajn, če mi posnamo vsi Slovenci veli, či spominčice, či moj oče poje pesmi, ki jih je slišal v svoji gostilni pred 100 leti, razumeš, ni to fajn. Tako da pa je nekako to privagnalo, pa smo prišli na Borštnikovo, razumeš, pol je že bilo, wow, to pa že nekaj je, ne, veš, ne. Smo prišli Cankara in pol je pa se javno mnenje nekako postavljalo na našo stran, ne. Ja, in potem nekako so postali že ti tradicionalni koncerti in vse to? Pol je pa to že bilo, pol je pa to že bilo atrakcije v Ljubljani, naprimer, ne, in tudi v Mariboru, le smo špili kar dostikrat, ne, v dvorani veliki. Ampak, ja. Ja, zdaj pa to Prekmurje, ne, to je zdaj več znano, ne. Ampak zanimivo, ne, zdaj ko smo se pogovarjali, da moraš včasih iti prek, ne, pa kako se družba spreminja, ne, se mi zdi, da desetletja nazaj smo vedno gledali naprej in upali, da bodo prišli boljši časi, da bo šlo na boljše, da bo, ne vem, da bo varne. In je šlo. Ja. Zdaj se mi zdi, smo pristali na točki, ko se bojimo, da bomo izgubili in da bo šlo samo še na slabše. Ne? Se mi zdi, ko da smo prišli, veš, zdaj smo pa dosegli varnost, socialno, ono tisto, zdaj se pa bojimo, da bo nekako šlo. Ne? In zdaj ti kot glasbenik, kot umetnik, seveda si kdaj jezen, ne? Ko nekaj slišiš, se nekaj zgodi, ne? In potem probaš tisto neko življenjsko veselje tudi v te slabe novice jih dati in potem nekako to v skladbe preleviti, ne. Je neka samo cenzura na koncu tudi, ne, kakorkoli. Ja, to si zdaj dobro, prvič si mi dal to zdaj pomisliti, ja. Mislim, sigurno, da zdaj te mlade generacije, ko smo mi odraščali, vsaka generacija je živela na višjem standardu, je šlo boljše, ne. To so prve generacije, ki jim gre slabše, ne. In mogoče je to, kar praviš, je točno se odraža, kar se mene tiče, dobro, zdaj jaz govorim za sebe, nisem jaz zdaj pomemben, ampak takrat sem jaz pri Martinu Krpanu in tam imel kritične tekste, ne, razumeš, ne. Zdaj pa pravim imeti optimistične, ne, glih za to, ker razumeš, ne, če ravno mi ne uspe zmeraj, pač, ne, veš, za manj en komad, ker sem se spet vrnil v čas svoje mladosti, mojega očeta, ko se z prijateljem pogočavljata en je za Rusa, en je za Amerikance, skratka hladna vojna, ne. Ampak dobro, to je malo bolj humorno, ampak glej, probam pa dejansko vidim, kako ljudje zapojejo to, kar si prej pel, ne, nekaj pa je še takih ljudi, ne. To ljudje zapojejo, mislim, z eno takim, wow, z žarom, veš, da vidim, da res vsi preštevamo na prstih, razumeš, koliko imamo pravih ljudi, ne. Ja, vse to je povezano s tem, ko smo prej dejali, s tem razčlovečenjem, oziroma glede na to, v katerokoli mesto se odpraviš, vsaj na zahodnem svetu, podobno oblečeni, podobne znamke, vse ostalo, ampak mi kot človek, kot čuteče bitje, ne, zaradi česa smo se evolucijsko razvili, pa rabimo to, ne, in tudi veliko tvojih skladb je
ponarodelih v pozitivnem smislu. Ne? Se pravi, tako moja generacija iz začetka 80-ih do mlajše in nekako se na koncertu najdemo in vsi pojemo iste pesmi. Ne? In se mi zdi, da ti lahko kot glasbenik tudi sebi potem si ponosen, da rečeš nekaj pa sem dosegel, povezal sem, ne vem, več ljudi, ki se morda ne bi znašli na istem mestu ali pa razmišljali podobno. Ne, ja, to, kar praviš, in še predvsem v današnjem času, kjer smo, kako je rekla Margaret Thatcher, da družba ne obstaja, da obstajamo vsaki za sebe in se grebemo vsaki za sebe samo, ne. Za razliko od tega, kar je nekoč veljalo, ne. Se zdaj dejansko, da ne govorimo o mladih generaciji, gledajo v telefon in zdaj sem bil na Kitajskem, mi je podobno, mislim, tam sedijo 4 punce in vsaka svoj telefon gledaš. Družba mladih ljudi in vsi gledajo svoj telefon, veš, mislim, kar je konec sveta za mene, mislim. In že zato se včasih mislim na koncertu, kad pride 1000 ljudi, ne vem koliko, sem mislil, hvala Bogu, 2 ure, 3 ure ste skupaj, en za drugega veste, se srečate, razumeš, ne, v kakšno vas prijem, pa se nismo videli že, ne vem, pol leta, ne, pa zajedno sem bil nekje ven, malo krasno poče, mislim, krasno, veš, od mladih do starih, vsi tam in wow, lej, isto, kot da bi prišel v irski pub na Irskem, ne, kad so vsi noter, vsi pojejo, starčeki, mladi, vsi so skupaj, veš, to je nekaj, ne. Ja, to je ta, ko je zdaj nam želijo prodati medgeneracijsko solidarnost z nekimi teorijami, ne? Ja. Ampak ta medgeneracijska solidarnost se, tako se dejal, ponekod živi v nekih pubih, ne? Ja, čisto realno in normalno, ne, mislim pač. Ja. Dajmo malce glasbenosti vdahniti. Beatlesa si bom potegnil. Ja, Zorana, ja, seveda, mislim, prva plata Lačni Franc, jasno. Ja, in nekako oris družbe, kot je takrat bila. Radio SI, Main Stage. Frizure, frizure krojile so se. In nažalost, danes ga spet. Kar mnogo pomladi od zdaj, ko preko Poljske ceste sem šel. Spomnim se, bil je maj. Napolnil pa vrli Štajerci. Krompir so kopavali. Lejte ga, kakšne dolge lase ima. Je to pijanje deklina. Lejte ga, Beatlesa, čujte. Beatles mešani, nimaš glavi pameti. Kristus, što pa ve, na te lase dol. Mr. Manako, poliči lepši site, pompa, šustalite. Malo potem, ostrigel sem se. Služil si peneze. Lani spet preko polja sem šel. Skratka, frizura in mirna natura. Lejte ga, dida polizam ga. Je to pijanje deklina. Lejte ga, švikera, čujte. Šuhar špišasti.
Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com. Radio SI traffic update. Traffic is still obstructed north of Ljubljana on the main road Domžale-Trzin by Depala Vas. Then we have a longer delay nearby. If you're coming down to Ljubljana from Maribor, you will lose around 10 to 15 minutes starting by Krtina. It's also busy in the opposite direction around Zadobrovo and Šentjakov. We have another delay coming up from Koper, that's around Vrhnika and Brezovica, as well as by Postojna in both directions. Previdno prometna nesreča se je zgodila in sicer je promet oviran na cesti Domžale-Trzin pri Depali vasi. Tudi zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine naprej proti prestolnici, okoli 10 do 15 minutna zamuda vas na tej relaciji čaka. Zastoji so tudi v nasprotni smeri. Krajše zastoje tudi zaradi del na primorski avtocesti, najprej pred Postojno proti Ljubljani, nato pa od Logatca proti prestolnici, tudi tukaj 5 do 10 minut zamude. Zastoj zaradi del pa tudi na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah. The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI. Radio SI. Main stage. 29 minut, radio si Main Stage, Vlado Kreslin še zmeraj z nami. Izven etra sva začela. Zanimiva izkušnja zdaj, ko si bil na Kitajskem. Drug svet, ampak morda proti nekim stereotipom, ki si jih tukaj izdelamo, si bil pozitivno presenečen. Oziroma, morda ne presenečen, ampak zadovoljen. Ne? Dobro sem se imel. Mislim, zdaj gled stvar debate. No, seveda, Stvar debate, sem bil presenečen, ker so ti ljudje, s katerimi sem jaz posla. Imel sem 2 koncerta, publika je bila moja tudi kitajska, igral sem z enim kitajskim zvezdnikom, ali kaj bi rekel, mislim, ki igra tisti njihov inštrument poseben. Ne. In vsi ti ljudje so bili blazno duhoviti, blazno prijazni, zadovoljni. Mislim, zadovoljni so na cesti, se mi zdi, so vsi zadovoljni, veš. Vsi so v redu, tako se mi nekako zdi, veš. Vsi so v redu, vse klapa, veš. Mislim, tam je 28 milijonov ljudi v Šangaju, ne? In so ceste, nobene gužve. To se vse klapa. Pustimo to, da ene smeti nisem videl, en teren na Kitajskem, čist niti ene. Ampak kljub temu, da jih je toliko, ti lahko na cesti mirno obrneš, na glavni cesti obrneš avto. In sem rekel, ko me vozil, sem rekel, kako obračaš, je rekel, vse je enako. In je obrnil, normalno lahko obrneš avto in ne bo noben urev, noben ne bo tut. In to dovoljeno, policija ne bo nič rekla, veš, mislim, takšno eno sorazumevanje imajo, veš, nešo toleranco, kaj pa jaz vem. Pa mislim, tam so eni so, tudi tisto me najbolj šokiralo. Smo prišli k ene gospe, ki je sicer poje neke operna pevka in ima en hotelček tam pod kitajskim zidom. In smo tam bivali in je rekla, simpatična kostomater, rekla, I have 2 news, one good news and one bad news. Which one do you want? Well, but it's all two news is all one news. How? Well, pa razloži, da ji bodo ta hotel porušili čez 2 tedna. Čez 2 tedna? Ja. Sem rekel, čez 2. Kdaj si pa zvedela, pred enim mesecem? Pa kaj si nori, pa jaz bi 2 tedna jokal. Razumeš, ne? No, je rekla. As I say, good news and bad news is the same news. Because when I finish this, maybe I start something better. Budistka je, veš, ne. In se je smejala in smo celo noč je pela tam, jaz sem pel, sva pela in vsa vesela. Glej, zdaj so že porušili, 10. je bil datum. Ne mogo verjeti. To so budisti, ne. Veš, to je ena izmed tistih izkušenj, ko so včasih rekli, ne, moraš iti po svetu, da se ti malo glava odpre. Ne. Ko takšne stvari slišiš, morda malce ponotraniš
In si potem rečeš, gledaj, živ sem, zdrav sem, to sta tisti osnovni 2 kljukici, ostalo pa, Ja, res. zakaj bi si naredil slab dan, ne? Ne, itak, to je pa pač prednost, mislim, eno dobro biti potovati, tako praviš, ne. Ja. Potovati treba, da vidiš, mislim, ne. In si pol itak bolj zadovoljen doma in vse to, ne. Zdaj mi povej, klobuk gre vse posod s teboj, več ali manj, no. Ne, gre. Mislim, imam probleme, ko mi v avionu ga včasih zmučkajo, ampak zdaj imam takšnega, da se lahko zmečka. Kakšna je recimo ta zgodba s tvojim klobukom se začela? No, to me je vedno zanimalo. Čisto nič posebno. praktično zaradi pomankanja frizure ali nasploh? Glej, svetovno prvenstvo v nogometu Bologna v Italiji leta 90. Ja. Tam smo bili eno par dni na par tekmah in ne vem, potem smo tam hodili, pa klobuki bili pa so vsem beli klobuku. Beli, brez veze. In sem pol na teh prvih, ko smo z belteško bando tudi še snemali prvinske trte, sem mislil, da še celo tega belega imel. Ja, pa s takim črnim trakom, če se ne spomnim nekih fotk. Verjetno, Ja. Ti. Pol so pa vsi starčeki imeli črne, ne? Pa da. Zdaj črne, pa jaz tudi črne, ne? In pol smo hodili mi s temi klobuke so nam delali še šir Škofja Loka. Najprej smo se pelali v Škofjo Loko, da so glave zmerili, pol smo enkrat spet šli, da so na probu in pol tretjič smo komaj klobuka, da to je bil proces, to je bilo trajalo pol leta, razmiš. Ti in enkrat, grem jaz naprej, z Ljubljane sem takrat čel, ne iz Prekmurja, in se dobimo mi v neke, kaj pa jaz vem, na Jesenicah, nekje, in oni so pa vmes šli po klobuke in tudi na probi so nekako sami, ne vem, kako to bilo, točno bilo, da so nekako sami zmutili, mimo mene. In oni prijajo na koncert, imajo sive klobuke. Sem rekel, Miško, sive klobuke imate, dečki? Ja, sive, ja. Pa zko imate sive? Ja, sive smo si dali delati. In zvenje z direktora. Sem rekel, pa sive se jim naredil, Pintarič. Ja, sive so hoteli. Pa ko so sive hoteli, veš, da folklor nam noša, mi imamo črne zmeraj, so zmeraj, 3 runde prej smo zmeraj trd. Veš, ko niso hoteli imeti črni, so rekli, da oni še niso tako stari. Ja, vidiš. Pa so bili vsi 85, razumeš? Ja, 80. Tako da smo, črna je pač noša prekmorska, to hoče reči. No in zdaj vidiš, ne, če bi jaz bil karikaturist, bi narisal klobuk in kitaro in bi ljudje vedeli. Rešeno. Za koga se gre. Ja, pa niti ne bi prav preveč lepo narisati. Se niti ne znam. Ne? Ja, ne se skecam. Daj povej mi, da ne bova danes predolga. Izbral si za to, kaj nam boš danes zaigral, morda tiste komade, ki jih seveda z bendom toliko ne izvajaš. Ja, zbral sem te bolj redke, ne. Pri katerih nimam niti toliko prakse, niti tudi rabil več tišine, glej. So bolj taki za publiko, ki pronicljivo posluša, kot je to Radio SI. No vse, glej, ampak to posneto bo, da si lahko kdo potem tudi v kakšnih kasnejših urah zavrti. Tako je bolj redka, no. Mislim, se ni vse redke, beno 2-3 pač. No, pa zdaj jih ne bova toliko izdala, bo treba poslušati od 10 in 15 naprej, ampak gledal boš soncu v oči, ne? Pa na strehi boš sedel, pa nekako veter bo zraven, je neka izkušnja, ne? To prav pogosto ne počneš. Če ne boš verjel, je oder glih obrnjene proti Prekmurje. Ja, res je. Zmeraj, ko smo prišli kam z belteško bando, veš, prijemo mi v Lyon, prijemo mi na Dunaj, prijemo mi v Prago, oni najprej gor na en stolp, je najviše in pol so se začeli prepirati. Prekmurje je tam. Ma kakšni tam, Prekmurje je tam. To je bil prvi prepir po zmeraj, ne. Tako da zdaj ste mi postavili, da manje ste, to je pač moja meka, ne. Ja, vidiš, pri nas pride sonce s Prekmurja, evo. Pa tudi Vlado je danes. 7 minut preleko na morje, na Primorsko. Vlado, lahko bi se pogovarjali celi dan, ampak vendarle, tukaj bova zdaj zaključila. Hvala ti, da si prišel na pogovor, hvala ti, da si se odzval, čakali smo te, termine smo uskladili. Hvala lepa. Ostani takšen, kot si še naprej, poslušaj Radio SI in da seveda dober koncert želim danes. Hvala lepa, srečno. Radio SI Main Stage.